N1 podcast s Suzano Lovec. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in poslušalci, lepo pozdravljene, dragi gledalke in poslušalke. To je N1 podcast in z mano sta naša stalna analitika, filozof dr. Tadej Troha in zgodovinar in publicist Luka Lisjak Gabrielčič. Pozdravljena. Živijo. Smo v mrzli zimi, vroče je predvolilno dogajanje v Sloveniji in alarmantno je dogajanje v svetu, pa najprej k Sloveniji. Marca bodo volitve. V torek jih je za 22. marec razpisala predsednica države. Povedala je, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki bo prinesel 46 glasov. Začela se je torej tekma ne le pri nabiranju glasov za posamezne stranke, ampak tudi kdo bo uspel večje to interesno območje več drugih strank, malih jezičkov na tehnici, privabiti v nek svoj objem. Zgodilo pa se je seveda tudi to, da je vodja poslanske skupine Levice, Matej Tašner Vatovec, prestopil v stranko SD. Zgolstal je Levico, tako je razumeti izjave, ki smo jih slišali, v popolni tajnosti med njim in predsednikom SD Hanom. Tako da je bil to zdaj prestop mandata, parlamentarni mesi, igra z ničelno vsoto ali pač igra, v kateri vsi izgubijo. Luka. Mislim, da je, kako bi rekel, ena navada, razvada ali pa tudi šega, ne? Da politični komentatorji, ko se dogodi taka zadeva, vedno rečemo, sej mi pa vemo, kaj je bilo zadaj, sej mi pa smo to pričakovali, sej to se je že govorilo. Mene je presenetilo. Jaz ni bilo to na moji bingo kartici za politične dogodke v naslednji sezoni. Ampak zdaj smo pa pri tem. Če pa stopim korak nazaj, pa lahko rečem, da na nek način, ne da sem pričakoval, ne da me ni presenetilo, ne bom tega trdil. Me je. To kot očitno tudi vodstvo Levice in vso slovensko javnost, razen SD-ja. Ampak po drugi... Razen Matjaža Hana. Celo tako, razen Matjaža Hana. V SD-ju so v bistvu mnogi zelo presenečeni, nekateri tudi jezni. So pa vsaj tisti glavni obrazi SD-ja vendar pokazali, kako bi rekel, zelo disciplinirano pokazali veselje. Da se veselijo. Že vejo, kaj se pričakuje od njih. Ampak po drugi strani, če pa stopimo korak nazaj, a se nam ne zdi, da če pogledamo, moče Vatovca niti na Vatovca ali pa Mesca, en dobršen del vodstva Levice se pravzaprav tudi zdaj, ko se je rodila ta Kordiševa stranka na njihovi Levici, se pravzaprav oni organsko spadajo k eni socialdemokratski stranki. Se pravzaprav je zgolj neka zelo kontingentna vrsta razlogov botrovala temu, da so oni ustanovili neko svojo stranko, ki je bila generacijsko pogojena. In zdaj, ko je pač ta generacijski moment, ko niso več mladi, ko nismo več mladi, zadnje smo ista generacija, se izpela, je iz nekega vidika logično, da Levica kot taka, kot stranka, kot je, konvergira k SD-ju. Pravzaprav se bi rekel celo več, prevzema tisto strukturno vlogo, ki na nek način SD bi morala jo imeti. Oziroma, Levica in SD skupaj bi bila neka koherentna, logična stranka. Sicer nekoliko bolj levo od večine socialdemokratskih strank, koliko jih je še ostalo v Evropi, ampak bi imela neko koherentno identiteto. Tako da jaz mislim, da je Marko Crnković to napisal, upam, da se ne motim, da je Vatovec, kot da bi v bistvu vnaprej videl usodo Levice kot take in stopil ta korak še pred njimi. To na tej ravni, bolj politični ravni, če smemo tako reči, analiza. Zdaj pa, kaj to pomeni za obe stranki, gotovo je velik udarec za Levico. Pač, čisto, mislim, da ti tebi prestopi vodja poslanske skupine, in povrh tega, da potem ostaneš z 3 poslanci v parlamentu tik pred volitvami, to gotovo je nek udarec, ki je znaten. Kaj to pomeni za SD? Verjetno več, kot bi si predstavljali, ker ne smemo pozabiti, da je SD-ja izstopil oziroma se umaknil Prodnik. In SD ima velik problem, da je stranka, katera volilna podpora je zelo neenakomerno porazdeljena po Sloveniji in je bolj, kot si včasih mislimo, odvisna od teh lokalnih kandidatov. SD je bila včasih zelo močna na Obali,
in je to moč v zadnjih desetletjih izgubljala. Ni več tako močna, kot je bila včasih. Mislim, bomo sicer videli, zdaj, koliko od teh glasov, ki jih je dobila Levica na Koprskem, je prišlo od Vatovca in koliko je šlo za stranko, to bo jasno na naslednjih volitvah, ampak jaz mislim, da bo on s tem je zdaj dobila nekega močnega kandidata v okolju, kjer si verjetno hoče povečati, tudi lahko poveča svoj volilni skupiček. Zdaj pa to kaže, da je zlasti, je to pa še en simptom nekega zelo, kako bi rekel, nekolegialnega odnosa med strankami levo od sredine, ki jih utegne kaznovati, če preden bomo prišli do volitev. Ti se verjetno ne strinjaš. S čim? S tem, kar je Luka rekel. Torej to, da je to znaten udarec, da konvergirajo naravno k SD-ju. Absolutno se praktično z vsem strinjam. Se strinjaš? Ja, tako da, ne. Si hotel ustvariti konflikt? Ne, mislim, kje bi začel? Tukaj na koncu, ja, seveda, mislim, na tej ravni, jasno, da mislim, težko je razumeti sporočilo, ki itak zveni absurdno, zato, ker se dela na kratki rok, mislim, kako bo to pomagalo k povezovanju leve sredine, to pač je popolnoma nerazumno. V tem smislu, kakšno je to sporočilo, se bojo sovražili do začetka volitev, kakor se že niso prej. Bi se tudi strinjal s tem, mislim, celo osebno, bi najbrž v neki mal drugačni postavitvi z drugačno stranko socialnih demokratov, mogoče Matej Vatovec že zdavni bolj pasel tja. V tem smislu pa bi bila to, lahko bi rekli, to del ene večje stranke, ki ima krila, ali pa dve manjši stranki in je tam neka pač figura neke razmeroma, kot je do zdaj izgledala neke take integrirane osebnosti. Ampak, kaj naj rečem, nič ni v resnici, zelo je težko imeti eno stališče. Vse, kar se zdi, je, da nekje stvari morajo biti bolj narobe, kot se zdi, da nekje na neki točki ne funkcionira, da se taki prestopi pač zgodijo. Tako bom rekel, vse na čist najbolj tehnični ravni, vse kdaj pa zamenjati stranko, če ne tik pred volitvami. Vse v resnici je to najbolj etično. Zaprav, zdaj, ko bo šel na volitve, zdaj jo lahko zamenjaš, če hočeš biti še naprej poslanca. Če bi, po 2 letih zamenil stranko, bi veljalo tisto konvertit, pa ne vem, kaj pa ni. Vse je tehnično spet rečem, vse Matej Vatovec je oddelal mandat kot poslanec Levice de facto. Dokdaj pa naj čaka? Mislim, eni so znali prestopiti med tem, ko so, preden so sploh v parlament prišli, ko so bili izvoljeni, pa so že v drugo poslansko skupino šli. Tako da na tej ravni tehnično nič ni narobe. Če bi se to izpeljali na nek tak način dogovoren, bi rekel, pač jaz bi raje šel tja, prav v redu. Zakaj se ni to tako zgodilo? Mislim, pojma nimam. Res ne vem. Res ne vem in tudi je čisto vse vem ali ne vem. O povezovanju, in zdaj, ko govorimo o teh 46 glasov, ki se jih išče na eni ali na drugi strani, o povezovanju leve sredine, ravno v tem tednu, ko je govor o tem, je recimo Nataša Sukič o SD-ju rekla, je polno različnih afer ob tem prestopu. Od te 6 v vsakem mandatu praktično do Litijske, do odvodov financiranja. Sej predsednik je Matjaž Han. Mislim, sej ni treba niti veliko vedeti o aferah. Pač sigurno je to figura, ki ne bi nihče na levici rekel, da je to pa neka idealna, super fajn človek ali pa ne kaj, fajn politik. Hočem pa reči to, da je v bistvu čisto vseeno, kam je. Mislim, jaz, če gledam iz perspektive levice, pa tako, oni so v nekem trenutku verjetno kot stranka padli v neko pozicijo, kjer so poskušali ves čas preprečevati najhujše. Tako da bi se človek, ki se mu zgodi nekaj slabega, pa hotokol, pa se ne upa v nobeno situacijo več spraviti, ki bi bila lahko malo ogrožujoča,
pa tako malo fobično sodelovali vse čas. a ne. Se pravi, s Kordišem so se tako skregali, da je mogel iti, pa bi tudi rekel človek, a ne bi bilo boljše, če bi ostal, pa bi najdel nekaj. Mislim, vedno se splača za stranko, da ima več plasti. A ne. Mislim, če si ti flat, tako kot Anže Logar, včeraj sem gledal malo soočenje na Pop TV, nima nič zapovedati, a ne, mislim, tako bom rekel. In to lahko samo enim tipom ljudi všeč, a ne. Hočem samo reči to, fobično so nastopili v razmerju do notranjih, a ne, do Kordiša konkretno, do nekih sindikatov. Spomnimo se, ko smo tle se pogovarjali o pokojninski reformi, pa tako, pa so fobično nastopili do vseh javnih intelektualcev, ki se niso z njimi strinjali. In potem se zgodi na neki čist X točki prav najbolj sredinski človek na papirju v celi stranki gre pol stran in je tisti, ki potem pač zabije žebo, a ne, v tem smislu. Ki je lahko tudi pač, na podlagi katerega se lahko stranka tudi konsolidira. Jaz ne vem več, kdo naj se v njej konsolidira. Ni Luka Mesec najbolj sredinski človek? No, mislim, na tak ali ne, odvisno od pogleda. Ne. Mislim, na neki ravni bi rekel, kot nek politik, ki niti nima pretenzij, da bi deloval, ne vem, Matej Vatovec se ne bi spomnil, da bi hotel imeti ministrstvo za kako se že rekel, za prihodnost, ne? Za solidarno prihodnost. Ne, to je bila ideja Luke Meca, kot se spomnim, na podlagi branja enega romana. Ne? Tako, Matej Vatovec nima niti. No, se pravi, se vemo, kdo je Matej Vatovec, nekako, kakšen politik je. Se pravim, da če se tako zgodi, pol poskušam razumeti, da je tukaj mogel biti neki na ravni komunikacije med njimi toliko čudenega. Ne predstavljam si, Matej Vatovec osebno meni nikoli izgledal kot človek, ki bi šel ghostati ljudi. Ne vem, ali pač. Tukaj smo že večkrat omenili, da se zdi Janez Janša pred temi volitvami nekako miren, tam samozavesten v svojem štartnem bloku, zdi se, da v bistvu praktično malo uživa, medtem ko na drugi strani, torej tako ali drugačno dogajanje na levem polu, ampak tudi s tem, ko je predsednica povedala, dala bo mandat tistemu, ki bo prinesel 46 glasov, seveda je še bolj so v spredje prišle torej te stranke, ki se lahko jeziček na tehnici, to so te, ki so bili včeraj tudi pri Urošu Slaku, ne, kar si gledal. Kaj bo odločilo, Luka, v tem boju, kdo bodo jezički? Seveda, kdo bo prišel čez parlamentarni prag, seveda, ampak kaj lahko ponudijo v tem, torej ti, ki so potencialni jezički, kaj lahko volivcem ponudijo? A to je koncept zdaj. Tako, v predvolilni kampanji. Na kak način se lahko promovirajo, da dobijo čim več? Imamo kar nekaj teh osebnosti, ne, ki To je verjetno odvisno od tega, na katere volivce v bistvu ciljajo. Jaz mislim, da bi Anžetu Logarju gotovo koristilo, kar se jaz govorim že 2 leti, da bi bolj pogumen in da bi dejansko vsaj na zadnjem finišu tega mandata pokazal, da nekaj resnosti pri svoji ambiciji, da bi bil ta tretja sila. Ne. Zdaj, tudi po tej kampanji je pač pokazal, da je to zgolj retorika, ne, da za tem ni nič. Ne, ker če si hočeš biti tretja sila, potem moraš biti enako kritičen do obeh. Moraš dejansko pokazati, kje se razlikuješ od obeh, kaj se ti zdi, da je dobrega recimo pri Golobu ali njegove stranke. Lahko rečeš, pa tu ni nič, ne, ali kaj je slabega pri Janši, ne, glede na to, da je prišel od tam, ne, in šel nekam drugam. Ne. Se pravi, da jasno v bistvu, da postaviš ravno to, če se ravno noče početi. Identiteta terja neke meje, ne, kje se zame sprejemljivo konča, kje sem jaz v primerjavi do drugih. Ne. In ravno on tega ne signalizira. Ne. Signalizira to neko resnično, neko zelo, zelo mlačno pozicijo. Ne. In smo pa videli, da pri tej poziciji karkoli naredi, ne bo padel po teh 4%. Ne? In očitno se zdi, da se je sprijaznil s tem. Ne?
Tako da jaz mislim, da če bi pa hotel biti bolj ambiciozen, potem bi moral resnično bolj odločno iti ne v prekazovanju tem, s čim se pa on z vsemi strinja, ali pa kako je on povezovalen, ker je itak prazna fraza, ampak kaj ponuja on, kaj je ta specifična razlika? Zakaj se on recimo ločil od SDS-a pravzaprav, kaj ga je točno motilo in zakaj vztraja, da recimo z Golobom ne bi šel v vlado? Kaj je tisto, ne? Če ni, je to, kar pravi tedaj, je nič, ne? Pol ne bo ti, mislim, se tako pravi, ne, sam hočem reči, zdaj se ti trudiš, pač ga hočeš zamenjati, ne, mislim, v tem smislu, se probaš uživeti v njega. Brez veze, pusti človeka. Razmišljati iz percepcije nekoga, ki lansira tak politični projekt, ne? Se razumem. Tudi zato, ker mislim, da ta potencial za tisto nišo, na katero on cilja, obstaja. In se je izkazalo, da kadarkoli je bil malo bolj dinamičen, se je v anketah to jasno pokazalo. Ne? In brez se je ustrašen, se je potegnil nazaj. Ne? In mislim, da bo izkazal nekega poguma in dvomim, da ga bo, ki bo konsistenten skozi kampanjo, se mu bo zgodilo podobno, kot se je zgodilo Virantu, se na Virant štartu razmeroma visoko, on pa štarta nizko. Ne? In ta balonček mogoče se bo ob kakšnem dobrem nastopu v volilni kampanji že spet napihnil, pa se bo hitro že spet uplahnil, ne? Ker se bo dosti ljudi prišlo do enakega zaključka, da zatem ni nič. Ne? Kot so prišli do enakega zaključka že pri Prebiliču. S tem, da Prebilič zdaj, vse, kar počne, se mi zdi, da skuša to iz obupa. Ja, skuša to, ne, zanimivo je to, ker to, da je on globoko pod pragom, ne, ali pa zelo precej pod pragom, ali pa precej manj blizu praga, kot bi si želel, kot bi se mu zdelo logično. Zdaj edina njegova obramba to, da reče, da pravično govori, se nihče še ni izvoljen, ne? Vsi smo pod pragom, preden se volitve začnejo. Tako da hoče na druge prenesti to svojo pozicijo. Nekako je tak res prav, kot da bi rekel, sam čisti kalup kandidata oziroma predsednika neke stranke, čisto nič drugega, ni od njega, pa je hecena, ne za njega isto veljane. Pač kadarkoli je Mejčken takrat v prvi fazi še pokazal nek pogum, oziroma neko odločnost, kakorkoli temu rečemo, je povlekel, sam zdaj pa pač mislim, da bi najbolj naredil, če bi šel. Ampak tukaj je pa še Zoran Stevanović, ki pa se obnaša že, kot da je izvoljen, ne? Oziroma kot da je močno prepričan. Ja? Prvič, to je taka pozicija, ki ti moraš prevzeti, ker če ti sam ne verjameš vase, kot se v Velogorju jasno vidi, da ne verjamo zato, da bo on zdaj tretja sila in da je res alternativa obema blokoma, ne? To se tako jasno pozna in potem nihče najprej okrog tebe ne v to verjame in potem volivci ne verjame. Ne? Zato je koristno biti, bi rekel, fake until you make it. Ne? In pri Stefanoviću pa ta element, ne, da sej vse ankete zdaj zadnjega pol leta ali pa še dlje, tako rekoč brez izjeme kažejo resnici, bori si, da bo vstopila v parlament, bori si, da je med najbolj kredibilnimi kandidati za vstop v parlament. In istočasno noben te opcije ne jemlje resno. Ne? Imamo zelo malo analiz, tudi kdo je v tej stranki, mislim, da bodo kaj naslednji teden predstavili svoje kandidate, pa se zelo malo govori o tem. Mislim, da to neka neznanka, tako bi rekel, je tisti, ne, če že pokojnega Rumsfelda citiramo, tisti known unknowns. Ne, je neznanka, ampak vemo, da bo pomembna neznanka v naslednjem mandatu, ker možnost, da bodo stopili v parlament, je velika. In tu bi rekel, ne samo ankete, ne, na vseh volitvah, ki so se zgodile po parlamentarnih, ki so bile sui generis, zato ker so bile pač referendum o Janševi vladi, v kateri je pač vse glasove uspel proti Janši, tako rekoč, monopolizirati Golob, tudi za zelo inteligentnim imenom, izborom imena za svojo stranko Svoboda, ki je zelo očitno pikiral, ciljal tako na tiste volivce, ki so interpretirali Svobodo v smislu svoboda, torej državljanske pravice, civilna družba, politična kultura in demokracija, kot tisti, ki so interpretirali to svobodo kot svoboda proti čemu? Proti preveč restriktivnimi ukrepi zaradi COVID-a, ki jih je uvedla Janševa vlada. In s tem je on odvzel tudi dosti glasov, ki bi če nedvomno, po mojem, šli še takrat na tistih parlamentarnih volitvah resnici. Ampak na vseh volitvah potem, na predsedniških, na evropskih, je resnica imela soliden rezultat. Pa če so postavili
osla za kandidata, in včasih so prišli zelo blizu temu, so vseeno dobili tistih svojih 4, 5, 6, ne vem koliko odstotkov, vedno nekoliko nad tem, kar so jim kazale ankete. In ne vidim jaz pa nekega posebnega razloga, zakaj bi morali mi domnevati, da bo to kar drugače. Ne, jaz mislim, da kaže resnici zelo dobro. In kako bi rekel, mislim, da bi se oni morali zelo, zelo potruditi, da se ne bodo uvrstili v parlament. Ali pa, da bo udeležba tako visoka, da bo v bistvu, kako bi rekel, prevagala nad njihovimi zvestimi volivci, kar pa se mi ne zdi zelo verjetno. Se pravi, resnica bo nek faktor in lahko že kar začnemo razmišljati, kaj to pomeni. Do zdaj smo recimo bili vajeni razmišljati, da je seveda zaradi covida resnica na enem polu in seveda zunanje politike, ne Ukrajine, in Janša na drugem polu. To se tegne spremeniti, ko bodo v parlamentu in ko bodo prišlo do resnih mešetarjenj za glasovi. In pa seveda tudi obratno. Čisto možna je opcija, da bomo imeli recimo neko levo-sredinsko vlado z zunanjo podporo resnice, kar tudi je nek scenarij, ki nas bi moral skrbeti, oziroma ki bi morali o njem resno razmisliti. In o tem se zelo malo govori, zelo malo razmišlja. Tako predsednica države kot Inštitut 8. marec sta v zadnjih 2-3 dneh omenjali dezinformacije. Želim, da volitve potekajo pošteno, pozorna bom na dezinformacije, manipulacije tudi iz tujine, je dejala predsednica države. Inštitut 8. marec te dni, prehajajoči meseci bodo zato od volivcev zahtevali izjemno mero kritičnosti. V politični prostor se namreč sistemsko vključujejo orodja, kot so globinski ponaredki, usklajene botovske kampanje in napredna vrhunska tehnologija, ki lahko odločno vplivajo na zaznavanje realnosti. Dezinformacije že vstopajo v Slovenijo. Na kaj naj se pripravimo v kampanji? Mislim, kjer je dezinformacija? Mislim, spet, kako bo, ne razumem te grožnje v resnici. Luka? Ne, lahko mi pojasniš. No? Ja, če prav razumem, jih skrbi oboje to, da ljudje ne bodo znali prepoznavati, kaj je res in kaj ne. Vem, ampak v slovenski politiki, kaj pa bo, mislim, da se je srečal nekdo z nekom ali kaj? Izjave, ki verjetno niso prave, izjave v času volilnega molka, na to mislim, da tudi omenjajo. A se ne ukinja volilni molk? Kako? A se ne ukinja volilni molk? Tokrat še ne? Mislim, glej, zdi se mi, da je mogoče bi bilo koristno za precej akterjev tukaj, da bi razmišljali o tem, kako volitve dobiti, a ne? Kako pomagati k temu, da se zvolijo boljši kandidati. Mislim, predsednica države po funkciji si tega naj ne bi želela, pa si seveda želi, upam, da je tako, ne. Mislim, razen če vidi poseben izziv v tem, da bo predsednica pod grozljivo vlado, kar tudi ne bi čisto izključilo, ne. Ljudje imajo razne želje. In njena vloga bi se okrepila, ne? Ja, no, seveda, a ne. Pa še več možnosti za še en mandat, tako naprej. Ampak hočem reči, a res ni nič drugega, o čemer se pogovarjamo, kot to, kar je itak, to je tako, kot da bi se pogovarjali o tem, kaj se bo na X-u zgodilo, pa na ne vem kaj, pa mislim, ja, tako je, a ne. V tem kontekstu je treba najti način, kako se neke politične stranke ali pa, ne vem, gibanja, ki podpirajo neke določene politične opcije, kako ne se angažirajo. Vse 8. marec je to v malem prstu, a ne. Mislim, da itak so 8. marec so strokovnjaki v tem, kako to početi, tako da mislim, da boj proti dezinformacijam se mi zdi v bistvu taka čudna, defetistična v resnici pozicija, ki je ne razumem čisto dobro. Mislim, tako čisto res ne razumem, zakaj bi to bila glavna stvar. Razen, če je to pač nek tak simptom tega, da ljudje so praktično že prepričani, da so volitve za levico in levo sredino izgubljene in se potem pač skuša panično nekako, niti ne preprečiti zmago, ampak najti en smisel v tej kampanji, ki sicer je sploh ne percipiramo, kot je resnična. Luka? Ja, bi se kar strinjal, mislim, zato sem dal tisto puščico. Malo perverzno se mi zdi, da se po eni strani začne še preventivno govoriti o teh dezinformacijah in deepfakih, kot da živimo leta 2016
in ne leta 2026. Ne, se pravi, da smo se ravno kar zbudili z Brexita in zdaj smo ugotovili, kaj so socialna mreža in kaj je umetna inteligenca in tako dalje. Da se v bistvu že preventivno začenja tisto mantro, ki je tako dolgočasna in tako grozno moteča, kot smo jo videli po referendumu o evtanaziji, ali kakorkoli mu hočejo reči. Češ, zaradi dezinformacij in nelegitimnega vključavanja cerkve, zaradi tega smo izgubili. Se pravi, in potem še poskus, da bi to razveljavila isti ljudje, ne, ki so recimo dneve in dneve po Facebooku kritizirali odločitev Romunije takrat, da je razveljavlja predsedniške volitve. Isti ljudje potem grejo in podpirajo to pobudo, da se razveljavi referendum. Ne? In ja, mislim, da govorjenje v tem kontekstu o deepfake in dezinformacijah je dejansko že to. Ne? Jaz se v bistvu že pripravim argumentarij, kaj bo, ko bom izgubil volitve. Ne? Ja, ne, dovolj mi, da navežem, kaj sem rekel prej. In v isti sapi potem se največja vladna stranka pogaja z največjo opozicijsko stranko o ukinitvi predvolilnega molka, ki se mi zdi pa res en tak džentelmenski institut, ki smo zdaj že navadili, kako deluje, smo že vajeni. Ja, seveda so kršitve, ampak, kako bi rekel, vse zakone imamo ravno zato, ker ljudje nekaterih norm ne upoštevajo, ne, če ne bi imeli zakonov. Ne. Pač ja, so kršitve, ampak vemo, že znamo prepoznati, kaj so kršitve, kaj niso kršitve, je še neka ustaljena praksa. Zdaj bi mi to kar odvzeli, spremenili radikalno, kako bi izgledale zadnje 3 dni kampanje in istočasno ne vidim nekega, jaz mislim, če bi bil še tudi 8. marec, bi se proti tem recimo oglasil. Mogoče celo, če bi bil predsednik republike, bi se proti temu oglasu. Ukinjanje volilnega molka. Ja, proti poskusu ukinjanja volilnega molka, ne, v bistvu in celo na tak način, ne, se pravi, za poskusom nekega pakta ne med vlado in opozicijo, ampak med 2 največjima strankama v Sloveniji. Ne. Sem tipičen primer, bi rekel, neke prefinjene subverzije ustaljene demokratične prakse. Ne. To je večji problem, kot pa da zdaj govorimo leta 2026, ko pač vsi vemo, Vsi vemo, da se ta volilni molk krši, ker so pač neke objave gor ostane, tako naprej, da ni pač, ne bo topo izšel časopis pač v soboto, ne, mislim, z novicami. Sej to... Ja, ampak se ve, pač pustiš, da je to tako. Tako se ve, kaj so kršitve, obstaja neka praksa, ve se, kaj se kaznuje, kaj se ne kaznuje. Ne? Ampak namreč, ne da zdaj zastopim, seveda bodo dezinformacije, seveda bodo poskusi deepfake, če pa zdaj, ko se rečem, ne, recimo poglejmo, to so tudi stvari, ki stanejo, ne, poglejmo, kakšne plakate je dala SDS, ne, jaz, ko sem šel mimo teh plakatov SDS, ne, kaj je že novi plebiscit, tako dalje, sem ne mogel stopiti, resnično prav zraven, da sem videl, kaj piše v tistih, da so dali, kaj piše v teh malih črkah, ne, tako nepraktično je to narejeno, da jaz zelo dvomim, da bodo oni imeli dovolj denarja, da bodo dali neke deepfake delati in enako veljati za vladne stranke, ker tukaj imamo dejansko deepfake vsaj terja neko profesionalizem, imamo pa tukaj neko prevlado popolnega amaterizma v političnem komuniciranju. Ampak, ja, saj to verjetno vse bo, ne? Bo dezinformacije na državnih omrežjih, ampak misliti leta 2026, da to je nek game changer, tako kot je lahko še bilo 10 let nazaj, to je dokaj naivno. Ne? To je vključeno, to je del sistema na nek način, je del sistema komunikacije. In mislim, da tudi nobeno socialno mrežje in nobena umetna inteligenca nima več tiste prelomne vloge. Stvari so bolj ali manj porazdeljene, ne? In to, kot je rekel tudi, ne? Mogoče je bilo bolj koristno, mogoče pa je game changer zdaj ta klasična politika, da ti prideš pred volivcem in rečeš, evo, to smo mi naredili, to bi radi še nadgradili te politiko v naslednjem mandatu. Evo, to je nekaj novega bi bilo. Ne? To je bilo nekaj, kar bi mogoče celo nekatere mlade volivci bil prvič, da se jim je to zgodilo v življenju. Mogoče je to bolj vplivno, kot pa daš delati neke drage deepfake. Še en, mislim, proti predsednici države. Ne? Če se ona bori proti dezinformacijam in deepfakeom in temu, da bi alternativna realnost prevladala nad pravo, ne? Naj si ona sama pogleda svoj intervju, ki ga je dala za TV Slovenija, za Rosvito Pesek, v katerem sta analizirali praktično vse, kar je ta vlada počela, ni da ni. Globinska analiza vsega možnega, kaj so predsedničine pozicije, kaj niso, dobro, to je bilo v redu, to je bilo slabo, ne vem kaj v glavnem.
enkrat ni bil omenjen Janez Janša. Ne? Se pravi, enkrat ni bil omenjen v tem pogovoru tisti, če smo se pogovarjali o tem, dajmo realistično pogledati, ne, kaj je ta vlada naredila, pa naj se predsednica osredotoči. V prihodnosti je bila pa neka abstraktna nekaj, a ne? In a ne bi več naredila za to, da se ljudje pripašajo na realnost na način, da bi tudi alternativo, ki se obeta, ne, ki je pač nasprotje tej vladi, pač ni treba nič povedati, samo omeni, ker ni omela ne ona, ne Rozvita Peseka. Ne. Ker je bilo tako prav komično, jaz se spomnim, gledal sem in sem čakal, kdaj bo to ime omenjeno. In bilo tako, no zdaj smo obdelali Roberta Goloba, gremo pa zdaj kam? Na Donalda Trumpa. A ne mislim tako, ok, kaj se dogaja? Ne? In predsednica republike bi bila tako rekoč dolžna, če so to njeni plemeniti nameni, ne? Da bi prišla, če novinarka ne vpraša, ti pridi, povej, predstavi, ker to je potem realni svet, v katerem si ni izbira, proti je pač, te izbire ni, mislim, zbereš pač alternativo. In potem pač bo namesto te slabe vlade pač ne bo kar nič. Tako da, mislim, sem toliko, se mi zdi, zato se mi zdi toliko bolj, kaj pa vem, mislim, toliko bolj brez veze, da se na ta način z nekimi temi prav, kot da bi da tako rečem, mislim, res v najslabšem možnem načinu iz Soros učbenika tam polista ali pa, ne mislim, sorry. Jaz mislim, da snapshot, se pravi, tisto podobo razmerij moči političnih strank, ki nam kažejo zdaj ankete, je podoba tega, o čem je govoril zdaj Tadej, da smo vsi še malo pozabili, kaj je dejansko realna alternativa tej vladi. Ampak to bo še toliko bolj sladko bo za Roberta Goloba, recimo, spomniti volivce. Na vlado Janeza Janše? Zlasti, ko bo imel potem tudi soočanje, verjetno boste imeli gotovo, če ne na RTV, na Pop TV, skozi Janšo, in bodo volivci pa spomnjeni pred volitvami dejansko, kaj je storila vlada, vejo vsak dan. Ampak kaj pa na nek način storila opozicija, da bi ponudila neko drugačno alternativo, tista, ki je bila že poražena in total poražena na prejšnjih volitvah, ko bodo pa na to spomnjeni, pa bo verjetno že malo prepozno za naše talogre za začeti se profilirati. Pardon, sem pa jaz tudi tukaj, ker sem malo drugačen. Ne? Ampak trenutno v tej desnici bolje kaže. Ja, absolutno. Desnica je, bistvena razlika je ta, da so tam vloge lepo porazdeljene, da se tam ve, to se tudi na levici se ve to, ampak ve se, kdo je gospodar, ampak istočasno se ve tudi, vsak ima nek svoj lepo volilno bazo, jo neguje, so neka preriverja, ampak niso niti tako zelo groba. In zdaj, ko Mateja Tonina ni več. Zdaj pa še toliko bolj skladje velja in že spet pa imamo ta desni trojček, vsak nagovarja nek različen del volilnega telesa in marsikateri od teh politikov zvenijo zelo razumno, ampak ja, mislim, temeljni problem pa ostaja še mnogo bolj, ko je obstajal 2 leti nazaj, ko Tonin sveto trdil, da ne bo šel več v koalicijo, ki bo vodil Janez Janša, da to je zdaj še vedno alternativa, da smo alternativa na tanko tisto, kar je bilo poraženo pred 4 leti. Da ob vsem trudu, ob vsem govoru o spremembah in nikoli več Janše in tretja pot in tako dalje, smo že spet tam. In to bodo volivci prej slej bili spomnjeni. Zato je na trudu, ko bodo spomnjeni. Jaz mislim, da se bo potencial, da te 3 stranke skupaj seže okrog 46 parlamentarnih glasov, precej upočasnil. Če pa seveda možnost, da se bo to zgodilo, še vedno realna. Ampak to pa seveda pomeni nažalost, že spet to, da bodo tudi te volitve, kot so bile še vseh zadnjih 15-20 letih, že spet tudi referendum o Janezu Janše. In Roberto Golobu pravzaprav koristi, da so volivci na to pozabili, ker jih bo spomnil tik pred volitvami. Da bo še malo ta panika pred tem pomagala k njemu, da gre čez teh magičnih 3-4%, ki zdaj ločijo od Janša. Pojdimo zdaj na višje obrate v svet. Dogodki zadnjih dni z bliskovito naglico
kar se dogaja, kar spremljamo, kar počne Trump, Amerika v Venezueli, tresejo se druge države, ki bi lahko bile naslednja tarča, Grenlandija pa je prišla, kot kaže, že na vrsto. Svet ne, da se samo spreminja, ampak seveda skoraj da v bistvu ne prepoznamo več. To je svet, kjer veliki ne le pohodijo v bistvu mednarodno pravo, ampak se v njem niti ne sprašujejo več. Biti Grenlandec je danes kaj? Simbol česa je Grenlandija tedaj v tem trenutku? Mislim, simbol tega, kaj se bo zgodilo, kar ne bi nikoli mislil, da se bo zgodilo. Ne vem. Zelo verjetno je, da se bo to tudi realiziralo, kar se napoveduje, po mojem. Ne, na tako drugačen način. Najbrž imajo prav tisti, ki rečejo, da to ne bo, najbrž Američani sami, ki vedo, da ne bo za to potrebna vojaška intervencija ali pa spopad z Dansko, ampak pač se bo to najbrž zgodilo brez, tako. Pač tam so ljudje, živijo ljudje, ki so itak enkrat že bili kolonizirani, zdaj bojo pa še ta drugič. Ne vem, mislim, mene zato ta debata, mislimo, prej malo iskreno, tako strukturno najedala, no? Ker se vedno znova spomniš, kako se vrtimo v tem, v tej opombi pod črto, tako rekoč, mislim, ki se jo sam na trenutke znamo preseči, ampak ki sam na trenutke pokaže potencial tega, da bi bila kaj več kot opomba pod črto, pa hkrati ni nebistvena, mislim, kako rekel, hkrati pa ima realen vpliv. Nažalost smo, kljub temu, da živimo v državi, ki praktično nima nobene suverenosti več, v skupnosti držav, ki ima neko suverenost, ki nima z njo kaj početi, da še zmer edin, kar je, da imamo še zmer lahko potem različne voditelje, od katerih eni naredijo pač večje sranje kot drugi. Mislim, in me spravi še dodatno v slabo voljo, ker se nažalost moramo tudi s tistim ukvarjati, pa se človek najreč ne bi. Ker to vse skupaj izgleda zelo slabo, no? Mislim, prej si pred oddajo govorila, to, kar počnejo, pa mogoče je tukaj treba na nek hecen način začeti, zato da se spet spomnimo, da niso stvari sam igrca. Kaj se dogaja Američanom samima, to zadeva v Minneapolisu. Če ste pogledali pač te posnetke agentov ICE-ja, pač organizacije, ki je bila ustanovljena 2002, nekje 2002-2003, del Homeland Security, to je skratka po 11. septembru, ki je zdaj financirana ne vem kolikrat več, kot je bila doslej. Že prej je bila pač to nekaj najhujšega, kar se lahko državi zgodi, zdaj pa sploh. Tako, če si predstavljate Frontex, pa sam, da je še ne vem, 10,000-krat hitreč. Mislim, sred Minnesote pač ne vem, mislim, treba je to videti. To pa je tako, to pa je moment, posnetek umora, ki ga je pa treba videti. Zato, da dojameš in se potem vprašaš cel to, kar si začela z Grenlandijo in Venezuelo in vse to, kar je, da kljub temu tudi v tej Sloveniji, kjer bi lahko imeli mediji nek pogled na to, da z Boga, mislim, se ni treba se bati, kaj bo nekdo ti naredil, da dobesedno na najbolj ko iz učbenika, kot da je to gesta, da nekdo odfrči nekam, ugrabi pač predsednika države, da je na tem sploh lahko nekaj normalnega in da naj se mednarodno pravo potem pol spoštuje, ne vem, kaj v odzivu Venezuela, ki ima načeloma bi imela pravico, dokler grožnja traja, se še vojaško odzvati, mi zdaj, če tako rečemo, da se to tako na en tak igrca način dojema, Zato pravim, da je treba videti to, kar se dogaja v ZDA, ženski v avtu, mislim, sred svoje lastne ulice, ki ni nič naredila nikomur, mislim, ki ni tako,
Jaz sem bil do policajev že bolj nesramen, kot je bila ona do IC-ja, da tako rečem. Da vidijo to, da vidijo ta umor, strel v glavo skozi šipo avta, zato da se spomnimo tako, hej, tle se dogaja, to je weird, to ni igrica, to je vse, oni vse smrtno resno mislijo. Mislim, vse je hec, kao, vse je tako, kako rekel, hec na ta način, tako kot se pumpajo bokseri pred mečem, ali pa ne vem kaj, pa igralci se pumpajo, ampak ko se gre boksati, se zares boksne, se ni, da se heca. Je pa ritual prej. Ampak hočem reči, da to zdaj, in kdo bi bo zdaj rekel zdaj, ne vem, pa kaj Grenlandija, Venezuela ni hec, pa tle se lahko gremo Grenlandijo, ali pa Venezuelo bomo še pustili, Grenlandije pa ne več, pa tako mislim, da nehimo se zabavati. Kdor si še ni, si mora nujno pogledati tudi nastop, intervju Trumpovega tesnega sodelavca Stevena Millerja za CNN. Isto to, recimo. Ja, to je po moje ena stvar, ki, kot sem včeraj napisala, jo bodo čez 50 let otroci gledali v šolah. To je najbolj brutalna najava, razlaga ameriške strategije, nove vloge, brutalna v besedah in brutalna v posledicah. Kot on pravi, but we live in a world, in the real world, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. Torej, moč, brutalna moč in nič drugega kot moč. Jasno sporočilo je, da zahodna hemisfera je naša, mi smo velesila in delamo, kar hočemo, in pod črto oziroma med vrsticami, to vam zdaj vsem povemo, zato da boste se bali. To je to, o čemer si... Ja, sem pravim, tako direktno je rečeno, v bistvu se govori, kot da si že 5 let v vojni. Po 5 letih v vojni govorijo pač svetovalci oziroma pač predstavniki oblasti na ta način, kot govori Miller. Sprav, povemo, kaj delamo, razdelili bomo se tole bomo vzeli za to, da ne bo Kitajska imela tega, pa unga, pa tretjega, pa tako. Ne se pravim, slovenski mediji pa intervjujejo glih vsakega Venezuelca v Ljubljani, ki živi, pa pride mimo. In se ga podajo iz rok v rok. In to bo pa resnica, to bo pa analiza. Študent ekonomije. Luka, kje v zgodovini se nahajamo s takšnimi dejanji Amerike in s takšnimi javnimi izjavami na CNN, s takimi nastopi? Kam v zgodovino se to umešča? 30-letna vojna. Bo rekel, da vojna tudi zakaj sta neko 30-letna vojna. Ne, prej si vprašal tudi eno vprašanje glede Grenlandije. Lahko ponoviš? Ja, seveda. Rekla sem, simbol česa je v tem trenutku Grenlandija? Simbol tega, da je Evropska unija, evropski projekt, outsourcala že pred desetletji svojo obrambno politiko Ameriki. Konkretno, Danska je tako rekoč vse svoje vojaške zmogljivosti darovala Ukrajini, torej, če bi hotela proti svojemu najtesnejšemu zaveznicu Grenlandije ne bi mogla ubraniti. Medtem ko pa evropske države, razen nekega zelo simbolne zaveze, dejansko celo ti pravno nimajo nobene zaveze, da v Grenlandiji pomagajo, da Danski pomagajo pri recimo njenem teritorialnem sporu z Združenimi državami. Evropski projekt je projekt, ki je vreden obrambe in ki te obrambe nima. In zato mora biti v dosti bolj servilnem odnosu do Združenih držav, v upanju, da bomo to krizo prebrodili, da bo čez 2 leti nek drugi predsednik v Ameriki, kjer v pozitivnem scenariju tega prelaganja neizogibnega bo boljše, bomo imeli čas, da se 4 leta, da se pripravimo. V bolj realističnem scenariju pa bomo že spet takoj, če se bo to res zgodilo, da bo nek predsednik bolj liberalen, kar nikakor ni rečeno, bomo verjetno že spet to, kar je bilo v teh 4 letih pod Bidenom. Mislim, da se je dejansko zelo malo, da ne rečem nič ni naredilo v tako sloviti imenovani evropski strateški avtonomiji.
simbol tega je Grenlandija. Tega se pač more. Da evropski voditelji so prestrašeni, da točno vejo, koliko ura, in da poskušajo, zdaj sem pa pri 30-letni voji, in da poskušajo, kako bi rekel, Trumpovo notorično raztreseno in nefokusirano nefokusirane obsesije preusmeriti stran od sebe. Ne? Po eni strani je treba iti spet brati to, kar je pisal recimo Timothy Snyder slabih 10 let nazaj, ko je prvič zmagal Trump, ko je zelo jasno predstavljate prava historična referenca, zato je vzpon fašizma, v teh kriterijih, v teh kontekstih moramo to razumeti. In zdaj, ko ti beremo zdaj pač izjave Millerja, ki je en idiot, da moram povedati pod črto, ker nekateri člani administracije so tudi pametni. Ko gledamo to v bistvu to popolnoma privatizirane, bi rekel, organe legitimnega rabene sile, ki delujejo kot, bi rekel, enote za terorizacijo lastnega prebivalstva, smo v tem referenčnem okviru, v katerem so prvi zgodni kritiki trumpizma kot neko novosti v ameriški politiki, pisali že pred 10 leti. Zdaj pa, po drugi strani je pa še vedno to tukaj, kar jaz že vedno pravim, da je v trumpizmu so te novi elementi, recimo elementi, jasno fašistični elementi. Istočasno pa je dosti tudi te starih. Dosti starega in dosti novega. Te staro in novo neprestano, bi rekel, sobiva v isti administraciji. Tudi če pogledamo to, kar se je zgodilo v Venezueli. Mislim, da je velika skušnjava, se pravi, tako z levice, kot z desnice, interpretirati to skozi, se pravzaprav to poznamo, to se je zgodilo že v Panami, takrat v 80-ih letih, pa Reagan in Granada, kako je že imeti tistemu točku v Karibih, pa potem lahko gledamo gremo nazaj podobne precedence v času Teddyja Roosevelta in tako dalje. Pač ne bi bilo prvič, ko je Amerika tako bomo rekli, zelo odločen in v nasprotju z mednarodnim pravom posegla v to, kar smatra že od Monroejeve doktrine dalje za svoj prak, za svoje interesna sfera. In ta interpretacija vidimo na levici, v smislu pač, da smo videli za zadnjem tednu, zelo kako so bili mnogi levičarski intelektualci pravzaprav že spet so tisto svetu, ki ga poznamo, spet smo lahko, bi rekel, tisti klasični antiamerikanizem, ki ga gojimo že 30 let, končno smo že spet lahko in si damo duška. In istočasno tudi na desnici, v smislu, sej pravzaprav Maduro je zgolj diktator in tako dalje. Ampak ne, tukaj je treba je poslušati tudi te elemente, ki so izrazito novi. Se pravi to, da za razliko za prejšnjih neokonservativnih politik in administracij, tu absolutno ni bilo niti nobenega poskusa, da bi se to legitimiralo z idealom demokracije ali kako dalje, da bo čisti govor piratstva, bi bomo zdaj ugrabili predsednika, vi pa nam bo sedaj nafto, tako, čisto, skoraj dobesedno je to rekel Trump. In predvsem pa zelo jasni signali, da to je v tej mentaliteti trumpizma natanko del iste, to, kar je bilo zdaj napisano v tisti strategiji nacionalne varnosti, ki je šla 2 meseca nazaj, to je že izvajanje te strategije. In drugi del te strategije, seveda, aktivna pomoč pri, bi rekel, radikalni desnici znotraj Evropske unije, pakt za Rusijo za delitev vplivnih sfer v Evropski uniji in dejansko pač retransformacija Evrope, ki de facto pomeni konec evropskega projekta, kot poznamo od leta 50, od rimske pogodbe dalje, ki pa tudi moramo spomniti, ne bi bil mogoč brez tehnične, geopolitične in tako dalje podpore ZDA. Saj smo v zelo težki geopolitični situaciji, treba absolutno resno jemati te nove elemente. Zdaj pa že spet 30-letne vojne in tako dalje. Po drugi strani pa Trumpova administracija deluje kot dvor. In jaz niti za trenutek in niti za minuto ne verjamem, da je tako, to pa treba reči, tehnično, to pa mora pa vsak priznati, tehnično brezhibna operacija proti Maduru,
da je to operacija, v kateri je sodeloval Trump osebno. Ne verjamem to. Njemu so jo predstavili, da je na mizo, on je rekel, to se mi zdi super in je podpisal. Ne? Ali pa je celo dal tisti svojemu, kaj že ima neko robot, da je, čeprav verjetno to je osebno podpisal. Ne? To so bili drugi akteri znotraj administracije, ki so to koordinirali, povezali različne institucije, da so enkrat toliko delale kot enotno, ker marsikaj delujejo raznorodno. Ne? In jaz mislim, da to osebo gre iskati v državnem sekretarju Rubiju, ki kopiče ogromno moči in ki je to neka tema, ki njemu, zaradi tega je on pravzaprav šel v administracijo, ne? Zato, da bo on uveljavil svojo vizijo v Južni Ameriki, za katero se on zanima od samega začetka. Jaz mislim, da glede Grenlandije, kako bi rekel, po eni strani je treba to grožnje jemati zelo resno. Ampak jemati zelo resno ne pomeni zapazno nek fatalizem, ker nikakor ni rečeno, kako bi rekel, nikakor ni rečeno, da bo zdaj z enako operacijo Amerika prevzela tudi Grenlandijo. Ne? Ker glede tega mislim, da bo dosti več sabotaž v znotraj administracije, ne bo tako usklejenega delovanja in bomo prišli že spet, jaz mislim, da lahko, da se motim, čisto možno, da se motim in velja ravnati, kot da se jaz motim. Ampak ne velja zapasti v paniko, ker mislim, da je dosti večja verjetnost, da do nekega vojaške, eklatantno ilegalne akcije, kakor smo videli v Venezueli, glede Grenlandije, ne bo prišlo. Ker je tukaj, glede tega vprašanja, namreč ta administracija, ta dvor, dosti bolj razdaljen, kot je bil, in že spet, da se res vrnem, zakaj se rekel 30-letna vojna. Težko je razložiti in težko je tudi razumeti tega, da mi istočasno, kako bi rekel, da istočasno trdimo, da je Trumpova Amerika spodkopava evropski projekt, da je sovražnica evropskega projekta in da je istočasno zaveznik naš. Ampak mogoče pa kontekst, v katerem moramo razmišljati, ni samo 20. stoletje, ampak recimo neko predmoderna doba. Ne? Ko imaš ti nek dvor in znotraj tega dvora so različne struje in potem zunanje sile poskušajo igrati na strune različnih struj in je včasih, kako bi rekel, je tvoj največji sovražnik lahko tudi, kako bi rekel, je tvoj največji sovražnik lahko tudi tvoj potencialni partner. Ne? Je nek svet, ki dosti bolj spominja na bi rekel, predmoderno dobo ali pa dobo zgodne moderne, kot pa na tiste bloke, ki smo jih vajeni v hladni vojni. Mislim, da je hladna vojna zelo slab okvir, znotraj katerega razmišljati o tem, kaj se dogaja. Bolj smo podobni nekemu kaosu, vsi proti vsem, ki je bilo značilno recimo za zgodnji novi vek. Luka, tebe je bilo razumeti, da v bistvu to, če bo Grenlandija prišla pod Združene države Amerike na nek drugačen način, ne z vojaško akcijo, da ni tako grozno? Ne, nisem mislil tega. Mislim se tega, zakaj je Trump obseden za Grenlandijo? Ne? Ker mu je pač nekdo povedal, najprej mogoče, ker je na Mercatorju projekciji videl, kako je velika in mu še noben ni razložil, da verjetno ni tako velika. Drugič, malo bolj resno, zaradi tega, ker geologi pravijo, da ima Grenlandija velike zaloge teh redkih kovin, na katerih ima trenutno skorajšnji monopol Kitajska. Prvo. Drugič, zaradi globalnega segrevanja, na katerega vsi verjamejo, ko je enkrat, da se dotakne njihovih konkretnih interesov, so te poti, ki so bile v preteklosti zamrznjene skozi vso leto, arktične, postale mnogo bolj, bi rekel, zanimive, strateško pomembne. Zaradi tega pač je strateška teža Grenlandije toliko večja. Ne? Ampak, po drugi strani, vse, bi rekel, razumne interese, ki jih Amerika lahko ima glede Grenlandije, je dosti bolj enostavno zasledovati na nek drugačen način. Ne? Amerika še ima od 50 let dalje pravico med baza na Grenlandiji. Ja. Tako da ne vem, mislim, ni invazija na Grenlandiji bi pač pomenila konec NATO, ne? Pomenila bi izolacijo Amerike od Evrope in bi bila cena, ki bi Amerika plačala za to, mnogo večja od tega, kar bi se s tem dobila, ker bi katerekoli, bi rekel,
razumne, v smislu, da bi tudi Danska z njimi se strinjala, ne? Razumne pričakovanje zahteve glede Grenlandije, jih lahko rešijo na nek drugi način. Ne? In mislim, da so znotraj Trumpove administracije tudi ljudje, ki to razumejo. Ne vem, jaz sem malo zaspal, se pravičujem. Poslušaj. Torej, če govorimo o Grenlandiji, načinu, na kakšen način zdaj Amerika, Trump in njegovi govorijo o Grenlandiji, potem, ko smo videli, kaj se dogaja v Venezueli. Kaj je tisto, kar recimo tebe, kar bi ti najbolj opozoril, na kaj je treba paziti, kaj je tisto, kar te straši? Paziti kdo? Spet vprašam, ne razumem. Kaj je tisto, kar tebe, recimo, kar se ti zdi najbolj strašljivo ob teh dogodkih glede Grenlandije? Saj sem prej povedal, se opravičujem, res težko zberem misli. Ker je Luka malo odplaval? Ja, ni odplaval, človek se spočije vmes, pa razmišlja o čem drugem. Vse te informacije so koristne, lahko jih tudi na kakšnih podcastih poslušate drugih. So pa stvari, mogoče se zdi bolj koristno iz moje pozicije, pa rekel, bolj smiselno se mi zdi povedati moja reakcija, ko sem to gledal, če mogoče slej začne moja reakcija na te dogodke, ni bila nič drugega, ni bil strah pred Ameriko, ker se mi zdi, da se tega sploh čutiti ne da. Ni bil niti zares neko veliko sočutje za napadeno državo, ker smo tudi tega se že utrudili in izgubili občutljivost. Mogoče tisto, kar se mi je zdelo, to pa je v velikem nasprotju s tem, kar ti govoriš, jasno se mi pokazali ta evropski projekt za smeti. In da je čim boljš, da se čim prej to ugotovi, prepozna, da ta oblika Evropske unije na ta način, kot obstaja in kot se hoče rešiti, da se ne bo rešila. Če čisto gledaš, če je rešitev potem oblikovanje lastne strateške vojaške zmogljivosti, saj noben resno ne verjame, da se to lahko, pa če se mobilizira na največji možen način, da se to pride do določene obrambne zmožnosti, zdaj pa ne vem proti komu, proti Rusiji ali proti ZDA ali proti vsem, ali proti Kitajske, se ne vem, koga se EU najbolj boji. Mislim, da mora EU oziroma evropske države, da morajo, pa ne govorim zdaj o vrnitvi suverenizma, pa ne vem kaj. Govorim bolj o tem, da Evropska unija kot taka, ta evropski projekt, ki ga sanja, da je pač mrtev, mrtev v tem smislu, da se lahko mrtev, če misli nadaljevati na ta način. Mogoče bi bilo dobro, da se prepoznamo kot to, kar smo v Evropi, tehnološko najbrž precej zaostali, mentalno polenjeni, politično, intelektualno živimo v svetu, ki sploh več ne obstaja, zavezani nekim lastnim fantazijam, lastne tradicije, ne vem česa, in neke superiornosti, praktično brez kolonij, ki bi nas lahko rešili v takih kriznih trenutkih, da bi se morali prepoznati kot to, kar smo, in se povezati z nekimi drugimi, prepoznati se kot pač, če kaj simbol Grenlandije, da si na nek način v bistvu EU čist ista kot Venezuela, strukturno gledano, da je isto šibka, sam da je drugače. Venezuela je bila uničena s sankcijami, bolj ali manj, pa mogoče zato, ker je potem uničena, zato ker je bila politično preveč ambiciozna in se hotela preveč obrniti v smer, ki ZDA ni bil nikoli všeč, ne samo Trumpu, tudi pač prejšnjim. Evropa pa zaradi tega, ker se nič že od padca Berlinskega zidu nič ne spomne, kaj bi naredila. To je vse, kar je znala narediti. Tako da, mislim, da je vedno rešitev v tem, da spet tako rečem, tako kot Američani znajo živeti samo na način, da so najbolj pomembni, da je to, če niso najbolj pomembni, jim je to nevzdržno politično življenje kot država. Tudi Evropejci pač na nekem trenutku moramo spoznati, da
zdaj najbrž res prišlo obdobje, ko pač ne bomo več v neki perspektivi, ko ne bom tle se najbolj živel možno, ne? Zaradi takih in drugačnih razlogov. Vse bo globalne katastrofe že poskrbele, da tega niti dočakali ne bomo, ne, zares. Ampak tako, zakaj pa bi, če tako vprašaš, zakaj pa bi mi Evropejci bili poklicani do tega, da živimo na nek superioren način, lahko pa gledamo 90% afriških držav, kjer ljudje živijo pač bedno že ne vem, stoletja. Čisto. In na nek način bi se s to šibko pozicijo se treba mogoče identificirati, se prepoznati in si pogledati v oči, ne, kje stojimo, namesto da se neke take rešitve zdaj poskušajo iskati, ki so na nek način, ki so točno to, kar... Paradoks je v tem in to je meni smešno, ne, tudi vizavi Trumpa, ta javni odziv na Trumpa, politični in javnomnenjski oziroma medijski odziv na Trumpa. Od trenutka tistega, ko se je speljalo tisto zasedanje, ko so dosegli tistih 5% za obrambni proračun, ne, od tistega trenutka se v bistvu, kot da se je v tistem momentu se je rekel, on nas je hkrati zapustil in nam dal novo pot, ki ji moramo slediti. Skratka, na nek način je Amerika nesramna, ker se je odvrnila od Evropske unije, ker nam noče več pomagati, hkrati nam je pa zdaj svetilnik, ki nam je pokazal, kakšno pot in se moramo mi točno tako ravnati. A ni na tem nekaj smešnega? A ne, da zdaj nekoga častiš za to, kar ti je rekel, jaz grem zdaj stran od tebe, pa ti povem, kar moš narediti. Ne grem čez zares stran od tebe, bom še tle, pa tako naprej. Mislim, in se mi zdi, da se v tistem trenutku smo se EU spravila v neko res še bolj radikalno pozicijo, kjer v bistvu samo, kjer hkrati ve, da je, ne vem, mislim, da se norca delajo vsi z nje in potem ni zmožna reči tako, niti tvegati, niti probati reči, tole je bila kršitev mednarodnega prava, to se ne počne. Koga v končni fazi briga, Trumpa ne briga, njegove administracije ne briga. Kaj misli Evropska unija? Hoče reči, ne briga jih demokratični potencial, pa tam ne vem kaj. Ko je alternativa med tem, edino, kar Trumpu zna EU pokazati, je vzemi raje tole Nobelovo nagrajenko, naj ona vodi državo ali pa njen kolega. In je tukaj edini clash in najbrž edini rekel, užitek, ki so ga dobili, tako da so zlobirali, da je ona dobila Nobelovo nagrado, ne pa Trump sam, mislim, da je to edini dosežek, ki ga ima. Mislim, meni se pač tako prav unos rečeš, ko jaz pogledam Kajo Kallas, ko pogledam Ursula von der Leyen, ko pogledam izjavo evropskih voditeljev, pa rečejo, to smo mi, to mi govorimo, pa se tako rečem, kdaj sem jaz to podpisal, kdaj smo mi to podpisali, da nas taki bedniki zastopajo. A ni res, mislim, ne vem, meni je grozen. Tep ni? Ne, zato ker, mislim, grozno mi je kontekst, v katerem, zaradi katerega je to potrebno. In ta kontekst je ta, še enkrat ponavljam, da je Evropska unija outsourcala svojo obrambne sposobnosti oziroma obrambo Združenim državami že dolgo časa nazaj. In vsi tisti, ki smo na to opozarjali, kako bi rekel, nismo bili uslišani še zdaj, ko govorimo o povečanju. Če imaš ti na eni strani Kitajsko, na drugi strani Rusijo, na tretji strani Trumpov Ameriko, ki ti vsi govorijo isto, to je zdaj svet interesnih sfer, v katerem bomo mi uveljavljali oblast pred svojim pragom, v katerem velja samo moč, sila in oblast, potem ti ugotoviš, da dejansko si še vedno ena izmed največjih ekonomskih velesil in demografskih sil na tem planetu. Ja, v redu, seveda, se moraš odpovedati nekaterim iluzijam, ampak te iluzije so, da boš zdaj ti svetilnik sveta, da bo cel svet posnemal tvoj politični model. Ne. Ja, downsizerš lahko svoje ambicije, ki je to. Mi imamo nek način življenja, neko politično ureditev, neke svoboščine, nek model bivanja, ki ga hočemo ubraniti. In potem in hočemo seveda ohraniti notranjo pluralnost, ki je tako pluralnost, bi rekel, ozemljska, se pravi suverenost posameznih držav članic. In potem poveš, kateri so koraki, da to začenjaš.
Ja, tudi S tem, da rečeš, da je v Ne redu, samo- da se ukrade predsednika ven iz države. Ne, s tem, da v bistvu ti začneš investirati v svojo vojsko, tako bi rekel, v čisto obrambnem, v čisto orožarskem pomenu besede, kot to, da v bistvu narediš neko strukturo, poveljništvo in tako dalje, ki lahko potem... Ampak kaj počneš do takrat? Ja, žali Bog moraš graditi, žali Bog, to nisem jaz grel, žali Bog moraš graditi, to je pač izziv, pred katerimi evropske elite so. Po eni strani morajo paziti, da je velika nevarnost erozije demokracije znotraj njih samih, in drugi izziv je to, da morajo v bistvu graditi neko ladjo na odprtem morju. Ne? To, da so od Trumpa uspeli dobiti ta prejšnjo leto, tako si rekel, da je smešno, je absurd, je paradoks, ne? Da v bistvu Trump je, kako bi rekel, Evropo prisilil v to, da je povečal svoje stroške za obrambo, in to je po eni strani, kako bi rekel, točno kot si ti rekel, samo da moraš na to gledati kot nek lep paradoks. Ne? Se pravi, je res nekaj, kar je šlo proti temu, kar so se zauzemale večina evropskih vlad, po drugi strani pa to, hvala Bogu, da jih je v to prisilil. A ti res misliš, da v takem svetu lahko mi preživimo kot nek miroljuben projekt, ki ne more uveljavljati svojih strateških interesov, ki se more, da povem svojim jezikom, da se more prirazovati Trumpu, zato ker je od ameriške pomoči Ukrajini odvisna, ali bo postala Ukrajina gnojna jama, tako kot recimo Palestina, v katerem se bo perpetuirala nestabilnost na evropski celini, ali bo tam doseženo neka rešitev, ki bo v interesu evropskega projekta. Kdo bo to naredil? Ja, to pravim. Zaenkrat lahko samo Združene države, ker Evropa nima te moči, ampak to, da nima te moči, v bistvu kriva si tudi sama. In jaz se strinjam z marsikaterim delom tvoje diagnoze, ne strinjam se pa z receptom. Recept je natanko to, da mora Evropa okrepiti svoje obrambne sposobnosti, da postane dejansko samostojen, avtonomen, geopolitični akter. Sui generis, ker pač ni neka mega država. Kdo je pa najboljši prijatelj Evrope? Ja, mogoče zato že spet 30-letna vojna. Mogoče ni več smiselno govoriti v prijatelji in sovražniki, ali pa prijatelji v nekaterih kontekstih, sovražniki v nekaterih kontekstih. Včasih je boljše biti v zavezništvu z nekom, Trump bi rad naredil svoje najboljše prijatelje v Južni Ameriki. Nekih že ima, zdaj jih moraš sam še ene tri moraš še zamenjati. On bi rad podrepnike v Južni Ameriki, tako bi rad tudi v Evropi. Kot piše. Kdo pa hoče, v redu, sem pravim, razširiti svojo sfero. Sam tako pravim, tako v tem prehodnem času, kdo naj bojo prijatelji Evrope, taki ki noče več z njimi delati? Nima smisla razmišljati, dovolj je pogledati, ko je brala prej Suzana izjave Millerja in članov Trumpove administracije, tudi državnega sekretarja Rubija, da nima več smisla v tem pogledu govoriti o prijateljih in neprijateljih, ampak o zaveznikih, o paktih. A je zaveznik? Čisto, ali pa je v perspektivi zaveznik? V nekaterih kontekstih še vedno v nekaterih je očitno antagonist. Zato sem rekel, da je mogoče bolj koristno razmišljati v kontekstu 30-letne vojne, v kateri ti je včasih bolj koristno, da istočasno je bila Švedska tvoj zaveznik in istočasno si je prekleto bal in si krepko razmislil, da se ti splača še vedno biti njen zaveznik in plačevati cene tega, da si njen zaveznik, ali je prišel čas, da prestopiš v drugo alijanso? Kje vidiš ti recept? Zunanje politike? Ne gre za recept. Jaz mislim, absolutno lahko rečem, da po mojem mnenju je ta ideja, oboroževanje Evrope in pač meni se to zdi fantazija v končni fazi. Seveda je, fantazija je v tem gledano iz cilja, pomaga za, prehodno pomaga
nekonkurenčnemu gospodarstvu, ki se lahko pač preobrazi v vojaško industrijo, a ne, to pomaga, to v tem smislu okrepi recimo Nemčijo, a ne, vojna vsaka pač taka, druga, tretja pa četrta, a ne, lahko pač proizvaja orožje namesto avtov, ki jih ne zna več proizvajati. Ne. Mislim, vse to pa vsi vejo. Mislim, da so res za nič. Ne. Tako. Ne, niso za nič, niso konkurenčni. Niso več, ne, tudi za nič se. Ampak, no, škarti, no, mislim, tako pravijo avtomobilski novinari, ne vem, kaj rečem. Torej, lahko pomaga gospodarstvu? Ja, lahko pomaga, ampak zdaj, da bi rekel pa, da na podlagi, a ne, s tem ciljem v glavi, v smislu, ko se bomo pa oborožili, bomo pa dovolj močni, da se bomo zaščitili pred vsemi, ne vem, kaj se pozicionirali. Ne verjamem, da toliko pa je te inercije tega, takih kot sem jaz v Evropi, da se to ne bo nikoli zares zgodilo tako v tem obsegu, kot bi se hotel. O tem govorim. Ne bo se to zgodilo. No. Ne bo se zgodilo to na ta način v Evropi. Tako da bi bilo treba vse odpreti možnost iskanja kakšnega drugega recepta. Ne. Tako, zdaj pa si rečem, ok, tam imaš ZDA, ki veš, kaj približno hočejo, v strategiji so napisali, kaj hočejo, kako si predstavljajo, kako se bojo pozicionirali, kaj bojo, kako bojo podnebno krizo na Arktiki izkoristili. To so stvari, ki so še stare. Mislim, v tem smislu se je sam čakali, da zdaj pa res bo tam še par let, pa bo trajen prehod za vekoma. Ampak hočem reči, zdaj sem pa evo. O drugih, treba bo iskati druge recepte, te je bilo razumeti. Ja, mislim, sem pravim, ne, ja, to sem hotel reči. Tle imaš enega, za katerega veš, da je ta administracija, pa tudi tiste druge administracije, zdaj bojo po tej administraciji še vedno razen. Seveda, lahko delaš z ameriškimi kolegi, če jim res, če si ti dobro namerni, pa če so oni dobro namerni, pa če niso vsi sam kapitalsko povezani, lahko se povežeš z progresivnimi silami v ZDA, da res čez 2 leti, da pride predsednik, ni več pač tak, kot je ta in administracija, ki ni popolnoma bolana. Mislim, čez zares, sistemsko. Ja, čakaš na drugega kralja, ne? Ne, mislim res. No. Na drugega. Ni treba čakati 30 let, čez 3 leta že boljše. Ne? To lahko delaš, sam moraš pol razmisliti, a je Macron ta, ki bo lahko to naredil, a je Ursula von der Leyen ta lik, ki to naredi. Pa greš razmišljati, koliko nacionalnih vlad bi se morali spremeniti, da bi lahko se povezali z nekimi silami, da bi mogoče pa tam rekli, kje pa piše, da tista strategija ameriška je pa zdaj taka, da se mora zgoditi. In pa si rečeš, če imaš tam tacga, a je pol res toliko absurdno se mogoče provizorično s Kitajsko povezati, če se Kitajska sploh še hoče. Ja, samo jaz potem... Zapravim, recimo. Ali pa z državami, mislim, s Kitajsko, ki nam je lahko novi očka, ali pa z istimi reveži, ali pa strukturnimi reveži, kot smo mi. Samo potem, zakaj se ti potem recimo morebitna invazija na Tajvan, ki se meni iskreno povedano zdi nekaj razredu dosti hujša zadeva kot ugrabitev Madura, zdi nekaj, kar bi bil ti pripravljen požreti, ali pa tretiranje Ujgurov na Kitajskem se ti zdi bolj sprejemljivo kot... Kaj sem to rekel? Ne, recimo, pač to so potem izbire, ne? To so potem izbire. A se je zgodila invazija na Tajvan? Ne, se pripravlja. To je zanimivo. Ni se. In tudi mislim, da je Tadej ne bi bil pripravljen požreti. Samo kako bi rekel, govorimo o realnih možnostih in med izbiro, med slabšim in še manj slabšim, ki je najbolj običajna izbira v politiki in v zunanji politiki. Ne? Ja, to, kar si zdaj ti omenil, je absolutno res. Torej, jaz kar mislim je, da v tem svetu, v katerem bo mednarodno pravo vse bolj nadomeščala logike interesnih sfer, Evropa ne more vstopiti na način, da nima neke strateške avtonomije. Ta strateška avtonomija ne pomeni samo, bi rekel, neke vojaške mišice. Pomeni tudi to.
pomeni tudi to, da v nekem doglednem roku bo postalo nesprejemljivo, da je, bi rekel, tehnološko odvisna od ZDA. Od tega, da zaradi tega, recimo, ker so zdaj sodniki mednarodnega sodišča v Hagu pod ameriškimi sankcijami, recimo sodniki, nekateri sodniki na teh sodišču ne morejo plačevati, tako rekoč z karticami, zato ker se jim je blokiran Google account, ker ne morejo porabiti PayPala in tako dalje. Vse to so tudi stvari, ki načenjajo evropsko strateško avtonomijo. To so zelo kompleksne zadeve, v katerim je vojaški element in stroški za obrambo. Ja, res en zelo majhen del. Jaz se popolnoma strinjam, da osredotočenje to je čisti fetišizem, ker če se zanemarja vse ostalo. In če se zanemarja to, kar si tudi, bi rekel, namignil, politično strukturo Evropske unije, ki bo morala iti skozi neko, to kot je šla že dostikrat sicer, ampak z novo neko, bi rekel, spremembo. Se pravi, da bo manj možnosti za, kar se še dogaja mimogrede, prek nekih obvodov in tako dalje. Da bo čim manj možnosti veta posameznih držav, da bo, bi rekel, širok konsens, res širok konsens nadomestil možnost zdaj, bi rekel, popolnega, univerzalnega konsensa, da bo obdevala bolj kot neka, niti ne federacija, ampak kot neka klasična konfederacija, kot je delovala včasih švicarska konfederacija, in manj kot smo bili vajeni do zdaj. Vse to bo nujno pomembno. In potem še en element, ki je ključen, namreč zaenkrat Trumpova strategija deluje v redu tudi na evropskem parketu. Sej Nemčija v anketah največji odstotek ima AfD. V Franciji že nekaj časa najmočnejša stranka pač Nacionalna fronta, ali kako se zdaj že imenuje, Nacionalni zbor. Pač Velika Britanija ni članica Evropske unije, je gotovo del nekega, bi rekel, širšega koncentričnega evropskega projekta, najmočnejša stranka Reform. Se pravi, stranke, ki so pripravljene, v bistvu, ki bi šle v to razgraditev Evropske unije in ki bi bodisi enfatično, kot AfD, bodi si posredno, bomo rekli objektivno, bi rekel, za učinki svojega delovanja tako, da bi v bistvu se Evropa postala popolnoma razglašena zbirka posameznih držav, ki je le potem vsaka posamezno strateško odvisna od ZDA na eni strani ali pa od Rusije na drugi strani, pač odvisno, ki bi potekale interesne sfere. To je tista glavna nevarnost. Se pravi, to je potem imenujemo notranja fronta, za reševanje katere pa ni mogoče razmišljati, tukaj se pa popolnoma strinjam v tem vojaškem imaginariju, v imaginariju zunanjega sovražnika in notranjega sovražnika posledično, ampak v vprašanju, kaj so evropske elite storile za to, da bi bil ta projekt priljubljen pri njenih samih državljanih, kaj so pripravljeni narediti za to, da se izboljša kakovost življenja njihovih lastnih državljanov, kaj so naredili za svojo lastno legitimnost. To je zelo kompleksen svet, v katerem vstopamo. Ampak brez vseh teh komponent, znotraj katerega pa, kako bi rekel, ampak govorjenje o vsem tem je popolnoma nesmiselno, če bo Evropa še vedno bila, bi rekel, obrambno tako odvisna od Združenih držav, kot je postalo v zadnjih 4-5 letih. To je, bi rekel, je eden izmed pogojev, ni pa edini pogoj, da ta projekt preživi. Zaključna beseda. Ne vem. Mogoče bi zaključna beseda ti mogla imeti. Skratka, kaj ti misliš o tem? O vajnih dveh vizijah prihodnosti Evrope. Ja. Zdi se mi, da v teh naših pogovorih, kjer se na moje veliko presenečenje zelo pogosto strinjata in sta na slovenski notranji politiki v bistvu se zelo dopolnjujeta, pogosto se strinjata v nasprotju s pričakovanji, ki smo jih imeli, ko smo začenjali te pogovore. Vedno znova pridemo na to, da v bistvu imata pri pogledih na prihodnost Evropske unije res diametralno nasprotne poglede. Ti probaš iskati, kje v bistvu imata skupne točke, ampak v osnovi v bistvu zeva velik propad. Jaz mislim, da, če lahko utemeljimo, jaz mislim, da zato, da bi njegova stališča
lahko imele veljavo, bi on moral razumeti tudi moja bolj. Ne? Ker mislim da brez tega, kar jaz podarjam, tudi tisto vizijo, ki jo ti imaš, kar je neka dobra družba, ni mogoča. Kaj dobra družba? Ne, hočem reči, da preprosto povedano, brez tega, da Evropa, da se evropski projekt zaščiti tudi, se pravi, da tiste stvari, obrambno politiko, ki je bila prej stvar NATO, postane v naslednjem desetletju, recimo. Se zato je ta problem, ne? Ker imamo zdaj neko akutno krizo, govorimo pa o naslednjem desetletju, ampak zelo hitro. Brez tega, da Evropa postane tudi obrambni projekt, po mojem tudi notranje politično je obsojen pacifizem, tisti, ki je bil obsojen, kako rekel, hipijaštvo pa fantaziranje. Ne. Moj point je glede tega obratno. Demilitarizem, tisti, ki je smešen zaradi tega, ker ga gledam kot sodobno hipijevstvo. Ok, končajmo zdaj tukaj. Naslednjič nadaljujemo, gotovo se bomo še videli. Na koncu bi jaz gledalce in gledalke opozorila še na, govorili smo o Grenlandiji. Lani, ko je prvič rožljal Trump z svojimi željami po Grenlandiji, smo naredili v rubriki poglobljen tekst o tem, kaj je Grenlandija. Barbara Smaila o tem pisala, lahko poiščete, naslov je Iz dežele, ki si jo želi Trump, odprte rane in duhovi preteklosti. In opozorila bi, kar se tiče notranje politike, na analizo naše novinarke Mete Roglič. Poiščete lahko članek, vstopili smo v volilno leto, kaj se nam obeta. Zaenkrat pa obema gostoma hvala lepa in hvala tudi gledalcem in gledalkam, ki nas redno spremljajo. Hvala. Hvala.